Sveti Miklavž in 3 kepe zlata. Miklavž je bil škof v mestu Mira, torej je bil pomemben mož, vendar ni maral samo posedati po hiši. Najraje se je po mestnih ulicah sprehajal kar v srajci in hlačah. Ljudje ga tako sicer niso prepoznali, vendar mu zato ni bilo nič mar. Prav nasprotno, tako so mu vsaj zaupali svoje stiske in skrbi. In on jim je lahko prisluhnil. Če je le mogel, jim je rad pomagal. Nekega dne je bil Miklavž na poti v mesto. Ravno je želel zaviti ulico, ko se je zaletel v nekega dečka. Se je prestrašil Miklavž. Oprosti, res te nisem videl. Mali deček je molčal. Po licih so mu tekle debele solze. Sem te udaril? Ga je zaskrbljeno vprašal Miklavž. Ne, je zaihtel deček. Jaz sem kriv, tukaj sem se skrival. Zakaj pa? Je zanimalo škofa. Pred nekaj tedni mi je umrla mamica in oče je bolan. Z bratom sedaj čistiva čevlje, da prisluživa nekaj denarja. Pa še vedno ni dovolj, vedno smo lačni. In potem je oče zjutraj rekel, da bo moral moje 3 sestre prodati. Ali pa bi jih moral poročiti. Ampak zato nimamo dovolj denarja. Ne vem več, kaj naj naredim. Tega ne morem samo gledati. Zato sem zbežal stran in se skril sem. Miklavž je trdno prijel malega dečka okoli ramen. Nato je segel v svojo torbo in rekel: Tukaj imam nekaj cekinov. Kupila bova 2 hlebca in sir ter nekaj zelenjave, da zvečer ne boste lačni. Potem te pospremim domov. Deček je še enkrat zavzdihnil. Nato je pogledal Miklavža in obraz mu je zažarel. Jaz sem Miklavž, kako je ime tebi? Andrej, sin Janeza krojača, je ponosno odvrnil deček. Andrej je škofu pokazal pot do svojega doma. Kruh, zelenjavo in sir sta spravila v torbo. Malo pred Andrejevo hišo pa se je Miklavž nenadoma ustavil. Izvoli, vzemi večerjo in nadaljuj pot brez mene, mu je rekel Miklavž. Nekaj sem pozabil v mestu in rad bi bil doma, še preden se zvečeri. Andrej je bil rahlo presenečen, a ob pogledu na vso okusno hrano, ki jo je držal v rokah, je postal pošteno lačen. Nasvidenje, Miklavž, in najlepša hvala, je zaklical Andrej in že je izginil s stezice. Škof se je smehljaje hitro odpravil proti domu. Ni želel, da bi ga kdo prepoznal. Po noči
se je Miklavž prebudil in ni mogel več spati. Kaj bo z Andrejevimi sestrami, se je vprašal. Jih bo oče res prodal? Kakšna grozna misel. Nemirno se je obračal in obračal v svoji postelji. Tega ne morem dopustiti. Odločno je odvrgel odejo in se oblekel. Nato je vtaknil ključ v ključavnico svoje skrinje z dragocenostmi in iz nje vzel eno od 3 kep zlata. Te sta mu zapustila starša, ki sta pred časom umrla. Saj imam vendar vse, kar potrebujem, si je mislil Miklavž. Zlato bom raje dal tistim, ki ne vedo več, kako naprej. Miklavž je zlato hitro vtaknil v mošnjiček in se odpravil po poti, po kateri sta prej hodila z Andrejem. Kmalu je prispel do hiše, v kateri je živel krojač Janez s svojimi otroki. Kam naj sedaj položim vrečico z zlatom? Morajo jo najti takoj, kajti ne sme jih vzeti kdo drug, je razmišljal Miklavž. Takrat pa je opazil odprto okno. Zamižal je na eno oko, pomeril in mošnjiček vrgel skozi okno. Vrečica je zamolkno štrbunknila v izbo. Miklavž je poslušal, ali je koga prebudila. Slišal ni ničesar. Z nasmeškom se je odpravil proti domu in nedolgo zatem je že bil v svoji mehki postelji. Zdaj pa bo lahko spal dalje. Naslednjega dne je Miklavž spet hodil po mestnih ulicah, ko ga je nenadoma nekdo pocukal za rokav. O, Andrej, ti si, se je razveselil Miklavž. No, je bila večerja okusna? Miklavž, ne boš verjel, Andrej je od veselja kar poskakoval z ene noge na drugo. Ne samo, da zvečer končno nismo bili lačni. Po noči se je celo zgodil čudež, je povedal Andrej v eni sapi. Res? Se mu je muzal Miklavž. Kako pa to? Nekdo nam je vrgel v hišo zlato kepo. Zdaj se bo najstarejša sestra vendarle lahko poročila. To je pa res čudovito, je zaklical Miklavž. Ja, je prav veselo odgovoril Andrej. In veš kaj? Zdaj tudi močno verjamem, da bo še vse dobro, tudi za druge 2. Miklavž je pobožal dečka po laseh. Prav gotovo, prav gotovo. Nekako se bo že uredilo, je razmišljujoče pripomnil Miklavž. Zvečer je Miklavž spet ležal v svoji postelji in ni mogel zaspati. Kaj bo sedaj z ostalima Andrejevima sestrama, se je spraševal. Nemirno se je premetaval z ene strani na drugo. Nato je zavzdihnil, odločno odvrgel odejo in se oblekel.
Ključ je odtaknil v ključavnico skrinje in iz nje vzel drugo od 3 kep zlata. Saj imam vse, kar potrebujem, torej bom raje dal tistim, ki jim gre slabše kot meni. Ponovno je odtaknil zlato v mošnjiček in se odpravil proti hiši krojača Janeza. Tudi to noč je bilo eno okno odprto. Miklavž je zamižal na eno oko, nameril in svoj zavojček vrgel v hišo. Tudi to noč so v hiši vsi trdno spali. Dobri škof se je spet veselo odpravil domov. Ves naslednji dan je bil Miklavž dobre volje. Predstavljal si je srečne obraze Andreja in njegove družine, ko se bodo zjutraj prebudili in na preprogi spet zagledali kepo zlata. Vendar, ko se je zvečer odpravljal spat, njegove dobre volje ni bilo več. Kako bo z Andrejevo 3. sestro, se je spraševal. Ni se ulegel v posteljo, ampak je odtaknil ključ v ključavnico svoje skrinje in iz nje vzel zadnjo od 3 kep zlata. Bolj prav jim bo prišla kot meni. Pri meni bi se zlato le svetilo, pri njih bo iz njega nastala hišica, družina, otroci, življenje. Vse to pa zlato naredi le, če se ga ne oklepaš, ampak ga razdajaš, je razmišljal Miklavž ter dal zlato v mošnjiček in z njim zapustil hišo. Prav kmalu je že stal pred krojačevo hišo, zatisnil je oko ter nameril in nenadoma je zaslišal pritajeno hihitanje. Na oknu se je prikazalo 6 obrazov, 3 dekleta, 2 dečka in mož z brado. Od same groze bi Miklavž najraje kar zbežal. Vendar mu je mož na oknu zaklical: "Počakajte vendar, radi bi se le zahvalili in končno izvedeli, kdo je tako dober do nas." Miklavž se je znova obrnil. "Miklavž je ta, ki mi je podaril kruh," je začudeno zaklical Andrej. "Saj to je Miklavž, naš škof," je bil presenečen oče. Miklavž se je obotavljal. "Oba imata prav," je rekel, "sedaj ste me pa dobili." "Dragi škof Miklavž, saj sploh ne vem, kako naj se vam zahvalim." Očetove oči so bile solzne. "Kako se bom lahko kdaj oddolžil?" "Z eno veliko uslugo," je odgovoril Miklavž. "Ne izdajte me. Rad bi bil kot Jezus, zato pomagam, kjer lahko, tako kot on. Če bi mi radi pomagali, mi povejte, komu ne gre dobro ali kdo kaj potrebuje in poskrbel bom zanj." Ampak jim je hudomušno pomežiknil: "Tole ostane med nami." Sedaj so se nasmejali tudi otroci, oče pa je hudomušno pomežiknil nazaj.
Med sprehodi po mestu se odtlej Miklavž vedno oglasi pri krojaču Janezu. Usede se za mizo, spije vroč čaj in posluša pripovedovanja o tem, komu gre težko, kdo potrebuje sladkor ali moko, jajca, morda nekaj strešnikov, zajca ali pa zdravnika in zdravila. In če je le mogoče, Miklavž svoje darove ponoči na skrivaj postavi pred njihova vrata. Nihče od njih še nikoli ni izvedel, od kod so prišli. Kadar pa Miklavž sreča koga iz krojačeve družine, si med seboj pomežiknejo in se nasmejijo.